Pozdravljeni, dragi moji Slovenci, sodržavljani Republike Slovenije. Kot sem že v enem videu povedal, smo edina država, ki imamo love, ljubezen v svojem imenu. A te besede skoraj da ne uporabljamo. Zelo redki jo. Za njo ste izumili drugo, rad te imam ali karkoli, samo to, da bi prevzeli odgovornost zase in da bi imeli oziroma ostajali v integriteti, tega pač nekako Slovenci ne poznamo. Tudi besede verjetno ne, večji del. No, a kakorkoli, rad bi vam čestital za dan samostojnosti, da smo pač 91. postali samostojna država, vsaj na papirju, v realnosti pa sami vemo, da smo daleč od samostojnosti. A vprašal bi vas raje, čemu mislite, da je tako? Zakaj smo tako nesamostojni in tako nezreli, tako otročji? Ker dejansko tudi otroci tistega časa in današnjega časa niso samostojni. In kot vidite, jih upravljate, večji del starši jih rinete do nekih služb, bi rekel, ki jih dobijo preko vez, ali jih silite oziroma pošiljate v neke šole, s katerimi potem, bi rekel, dobijo neko službo, v kateri pojma nimajo in jih tudi ne zanima. To vam povem čisto iz izkušenj. Recimo pred mano, če niste z Novega mesta, verjetno ne boste vedeli, ampak je stavba sodišča. Danes je sodišče praktično leglo zla. Leglo zla z odvetniki in vsem, kar pride zraven. Zakaj leglo zla oziroma hudičev dom, bi jaz temu rekel? Torej pravo nasprotje od Boga in ljubezni. Ker pač enostavno smo morali postaviti nekaj, da bomo skozi zakone in skozi policijo in skozi pač roko zakonodaje lahko kaznovali vse tiste, ki nas ne poslušajo oziroma ne delajo tako, kot mi mislimo, da je prav. Pa ne govorim to čisto na pamet. Spominjam se, ko mi je dejansko Telekom poskušal goljufati in okrasti. In seveda sem se znašel ravno v tej stavbi. In bi rekel, ko sem predočil vse dokaze, ker je bilo jasno, da je Telekom v zmoti in tudi na koncu smo dobili to zadevo, je sodnik takrat rekel, gospod, Telekom pa že ne bi naredil kaj takega. Kako lahko nekdo, ki je sodnik? Vse ga bom še obelodanil z imenom in priimkom na goljufi Slovenije. A vsekakor je jasno, da dejansko mi bolj verjamemo tistemu, kar pač so nam povedali starši ali pa kar je v naši glavi, kot stvarem, papirjem, dokumentom ali pa karkoli vidimo. Tako tudi delujemo, torej bi rekel, v tem smislu danes ni pomembno, koliko izkušenj imate, koliko ste dobri, važno je, da imate šolo, da imate fakulteto, čeprav nimate pojma, recimo, o zavarovalništvu. Primer. Sami veste, da vas zavarovalnice goljufajo, kjer se le da, javno, ampak noben se ne upa izpostaviti. Zakaj? Zato, ker so mogoče neki prijatelji tam, ker smo mehni Slovenci, pa si ne upamo tega povedati, pa nas ogoljufa un, pa si ne upamo povedati, da se ne bomo zamerili, ko un pa pozna unga in tako naprej. Jaz pa nekako nimam te naveze, ne? Mogoče tudi zato, ker sem bil veliko v tujini in sem tudi malo, kot bi se temu rekel, without a reputation, ne? Pri nas. In me niti ne zanima, ne? Ker bi rekel reputation oziroma, kako bi temu rekel v slovenščini, ugled se zame zgradi skozi to, kakršen človek si in kot bi rekel, koliko veljaš, so včasih rekli. In pa seveda, koliko pomeni tvoja beseda. Oziroma, ali si v integriteti, ali si izven nje. In večji del ljudi danes sploh ne ve, kaj integriteta je. In ta naša draga celovitost je že v otroštvu zamorjena, kjer si nadenemo masko in ugajamo svojim staršem in poskušamo narediti tisto, kar bo njim najboljš, zato da bomo lahko tam ostali in dobili, kar pač moramo dobiti.
temu se reče payoff. Ampak pustimo to, ne bom šel zdaj v predavanja in vsega izobraževanja, ki sem jih opravljal in izobraževal po svetu. Ampak rad bi vam samo še povedal to. Če hočemo mi postati dajkoli samostojna država, moramo postati samostojni kot osebe, torej sami. In ko bomo mi postali sami, se bo za čuda začela spreminjati država. Samostojni pomeni tudi, da zaščitimo sebe in svojo lastno integriteto. In pozovemo ostale ljudi k integriteti. Oziroma, da pridejo nazaj v njo. In to naredimo ravno na ta način, da izpostavimo ljudi, ki so nas ogoljufali, okradli, ne glede na to, kdo so, kje so in kaj delajo. Recimo, najbolj zanimivo se mi zdi, ko govorite, kako je Krka, ne vem, uspešna firma. Seveda je uspešna, ampak noben ne govori o tem, kaj prodaja. Ne? Noben ne govori o tem, koliko ljudi je zaradi te tablete umrlo, koliko ljudi je zaradi teh tablet imelo posledice. Ne? Kako je Krka podkupovala po celem svetu, da določene stvari se tam tudi prodajajo. Še sami v Novem mestu vemo, kako dejansko po obisku Rusov v Novem mestu in, bi rekel, dolgi pijanki pod Trško goro na vikendu, ne, so, bi rekel, za njimi šli kamioni naloženi z Mercedesi za vsakega izmed njih. Ali to ni podkupovanje? Ali bomo to pogledali malo desno, malo levo in rekli, ne, vse je v redu, zato ker imamo plačo vsak mesec? Prav? A zavedajte se, da vsaka taka stvar, tudi ko vidite kot direktor golfa, pa verjemite, da tudi najvišji naši dragi Colarič, gospod Colarič in podobni, ki sem jih že predstavljati začel in jih bom še bolj izpostavil na goljufih Slovenije, dejansko niso brez greha. Pa ne samo z enim grehom, ampak z ogromno grehi. Zato tudi ne morejo z mano komunicirati, ker Bog in hudič nekako ne najdete skupne poti in nikoli je ne boste. Ne bosta. Seveda, če bomo kdaj prevzeli odgovornost zase in za svoja dejanja, bomo najprej morali, bi rekel, pogledati v svoje otroštvo. In seveda že tam, ko smo nam prvič odvzeli svobodo, ko smo prvič nadeli masko in postali nekdo drug, tisto, kar v resnici nismo mi, ker vsi smo bogovi, vsi smo ljubezen, vsi smo resnica. In vsak od vas, ki ima kakršnekoli zdravstvene težave, se bo slej kot prej namesto h Krki oziroma farmacevtskim izdelkom moral obrniti vase in pogledati, zakaj in od kje izvirajo te težave, če jih bo kdaj želel rešiti. Sicer pa, saj veste, odhod je jasen. Vsi vemo, da nas naš predragi grob ali smrt čaka in tako bomo vsi končali, ne glede na to, kdo in kje ste in na katerem položaju, kakšen ugled imate, ali ste direktor Krke ali pa ste dejansko delavec na komunali. Torej, ob dnevu samostojnosti vam vsem čestitam in vas resnično pozivam, da pogledate v svojo preteklost in razčistite z svojo neintegriteto. In zopet postanete celoviti, bogovi, ljubezen in resnica. Ljubim vas, God, Franci.